Prvo sokolsko društvo je bilo ustanovljeno 1863. leta in se je imenovalo Ljubljanski Sokol, Narodni dom. 1907. leta je bil ustanovljen Sokol Ljubljana 1 na Taboru in 29. marca 1908. leta tudi Sokol Ljubljana 2. To je naše društvo v Trnovem. Dejavnost pa je zajemala poleg Trnovega še Mestni in Stari trg, Mali Graben, Kolenzijo in Rakovnik. Najdejavnejši člani v tistem času so bili predsednik Anton Trstenjak, podravnatelj mestne hranilnice, učitelj Albin Smole, inženir Pavle Endlicher, Jože Matjašič, Vincent Skocjan, Tone Buh in Janko Trček. Člani so telovadili na različnih krajih po južnem delu Ljubljane, na Grabnu, Cojzova cesta, Ljudska šola, enako v Prulski šoli, pa v Narodnem domu in celo v salonu Novakove gostilne na Viču. Mračni dan, 19. julij 1914, ko je planila Prva svetovna vojna, je pretrgal vse to, ki peče življenje. Oblast je suspendirala Sokolovo delovanje, člani pa so bili pod policijskim nadzorom, preganjani in zapirani. Leta 1923 je društvo kupilo zemljišče na Prulah, kamor se je preselila vsa letna dejavnost društva. Ta se je tukaj lahko razvila v družabno življenje otrok z raznimi prireditvami, naraščajev s plesnimi vajami in odraslih pri balilanju. Društvo je imelo tudi moški pevski zbor in godbo na pihala. Ob tem moramo omeniti še telovadno dejavnost naših članov, ki so sodelovali, tekmovali na tekmah Mednarodne telovadne zveze, na vsesokolskih zletih v Beogradu, 2 v Ljubljani, 4 v Pragi, v Poznanju na Poljskem in enem v Sofiji. V upravnem odboru društva so bile spremembe redke. Tudi v društvu vzgojeni vaditelji in vaditeljice so skoraj 20 let vadili svoje oddelke. Posebno vztrajni so bili Mirko Stanič za moško deco, Herman Keber pri mladem naraščaju in Stane Trček pri moških članih. Po sklepu občinskega sveta 1. februarja 1934. leta nam je občina s pogodbo z dne 29. novembra 1934. leta podarila jahalnico in zemljišče v Trnovem pod pogojem, da jahalnico podremo. S tem materialom smo 1937. leta začeli zidati današnji dom. Tu ne moremo mimo človeka, ki brez njega verjetno tega doma ne bi bilo, mimo Cirila Staniča. V društvo je prišel leta 1919 kot naraščajnik, bil telovadec v višjem oddelku, pa tudi vaditelj, tajnik in predsednik društva. Ob vsem tem je bil še stavbenik, ki je dom načrtoval in vodil njegovo izgradnjo ves čas do danes, pa je na tem področju še vedno najbolj aktiven. Telovadišče je bilo s prostovoljnimi deli usposobljeno tako, da je bila tekma v odbojki že leta 1937. 9. novembra 1940. leta so odprli v domu veliko telovadnico, zemljišče na Prulah pa prodali in vso dejavnost društva prenesli v Trnovo.
V začetku druge svetovne vojne je bilo za društvo pomembno, kako in kam skriti društveno imetje. Tako je član Jože Puh iz Gradiške ulice skril premično telovadno orodje in ga varoval, dokler ga nismo ponovno potrebovali. Društveni arhiv in knjižnico so domiselni člani Ciril Stanič, France Pukl in graditelj doma Jaka Kalc precej po izbruhu vojne zazidali v praznino med dvojno jugozahodno steno velike telovadnice. Omeniti velja, da je dalo za domovino z bolj človeškim družbenim redom svoje življenje 30 naših članov. Po osvoboditvi je stopilo slovensko sokolstvo po svoji prosti odločbi na velikem zboru delegatov vseh sokolskih enot v Sloveniji dne 8. junija 1945 v širšo, enotno republiško zvezo vseh telesno-kulturnih društev v Fiskulturni odbor Slovenije. Tako se je naše društvo združilo z vsemi športnimi društvi v južnem delu Ljubljane v Fiskulturno društvo Krim. Predsedoval mu je Vincent Skocjan, načelniki pa so bili Emil Frelih, za njim Gvido Vitek, ženskim oddelkom pa Iva Vehar. Vadba v domu se je začela jeseni 1945. leta. Žalosten dan je za društvo napočil na pomlad 1947. leta, ko je oblast odločila, da moramo dom in telovadišče prepustiti novemu podjetju Triglav Film. Športno društvo Trnovo že vrsto let poudarja predvsem telesno vzgojo množice, splošno vadbo za vse starostne kategorije, od cicibanov 4 leta pa do starejših članov, upokojenci, katerim so se kasneje pridružili tudi oddelki rekreativne košarke, strelcev, balinarjev in tenisačev, ki vsi tekmujejo v svojih ligah in tako zastopajo naše društvo. V zadnjih letih postaja vse bolj moderna tudi aerobika, ki ima letos najštevilčnejšo udeležbo v našem društvu. Naša vodnica Alenka Končan pa je na tekmi American Aerobics Association v Ameriki skupino zmagala v svoji kategoriji. V športnem društvu Trnovo pa že vrsto let deluje tudi vrhunska sekcija moške športne gimnastike, ki je od leta 1972, ko je Jože Kunčič postal državni prvak v absolutni mladinski kategoriji, vodilno društvo na področju te panoge v Sloveniji. Člani te sekcije so že 3 desetletja jedro slovenske državne reprezentance in dosegajo vidne rezultate tako doma kot tudi v tujini. Člani gimnastične sekcije so bili Zobec, Janežič, Veble, Pulič, Hodžič, Usenik, Jovanovič, Kamin in drugi. Jože Kunčič je prvi telovadec iz športnega društva Trnovo, ki je dosegal vidne rezultate tako na državni kot tudi na mednarodni ravni. Vsekakor je bil Jože Kunčič začetnik vrhunske gimnastike v Trnovem, ki je utrl pot v vrh tako Lojzetu Kolmanu kot tudi telovadcem za njim. Lojze Kolman je kljub temu, da je začel trenirati kasneje kot ostali, trenirati je začel pri 10 letih, kmalu ujel svoje vrstnike in začel stopati po stopinjah svojega predhodnika. S pridnostjo in talentom je že po 3 letih treninga osvojil naslov državnega prvaka pri mlajših mladincih, kmalu zatem pa je začel osvajati medalje na mednarodnih prvenstvih. Njegov največji rezultat je 3. mesto v finalu na drogu iz Evropskega prvenstva v Lozani v Švici leta 1990. Lojzetova vaja, ki je bila že do sedaj ena najtežjih na svetu, če ne že kar najtežja, saj je vsebovala 6D elementov, se je obogatila še za eno novo, izjemno težko in originalno prvino. Po začetku Stadlerju sledijo veletoči, v katerih pospešuje hitrost, naredi dvojno salto z obratom za 360 stopinj in ponovno prime drog. Do sedaj so to prvino dvojno salto preko droga v ponovni prijem imenovali kovac salta. Lojze je tej
prvini dodal obrat okoli vzdolžne osi telesa in s tem je nastala nova prvina, ki bo dobila ime po Lojzetu. Izjemno. Po evropskem prvenstvu v Lozani, kjer je Lojze osvojil 3. mesto na drogu, sva se oba zavedala, da je z imenom, ki ga je s tem tudi pridobil, da bo potrebno za naslednja pomembna tekmovanja spremeniti vajo na drogu oziroma narediti neki nov element, ko so prišla do tega, da bo najlažje prišlo do spremembe pri elementu kovača. Imeli smo več variant, kot dvojni stegnen kovač ali kovač z vijakom, na koncu je ostala oblika to, ki ste jo danes videli. Seveda pa imamo zdaj, ko smo uspeli s tem elementom in ko je tudi priznan v svetu, dosti ambiciozne načrte, ki pa so realni. Dejan Ločnikar, tako kot Aljaž, je tudi on začel v Partizanu Vič. Ne dosega tako vidnih rezultatov kot Aljaž, vendar je specialist predvsem na konju z ročaji in drogu, veliko časa pa posveča treningu polnega programa mnogoboju. Danes ste tekmovali v mnogoboju in to zelo dobro. Kaj to pomeni pred evropskim prvenstvom? Ja, samo tekmo sem zelo zadovoljen, ker v mnogoboju sem nabral skoraj 53 točk, toliko še nisem po novem pravilniku. Se pa pozna, da sem že zelo zgodaj začel s tekmovanji, ker sem bil tudi v italijanski ligi in sem tam tekmoval za Pro Karat klub in sem imel 4 tekmovanja, tako da sem že konec januarja začel s tekmovanjem in sem kar v solidni formi. Seveda pa do evropskega prvenstva še 3 tedne in bomo še malo spili, tako da bo na evropskem prvenstvu še bolje. Kaj pa pričakujete od evropskega prvenstva glede na današnje rezultate? Ja, upam, da bom še kakšno desetinko mnogoboju več nabral, to lahko zaradi današnje napake na bradlji, ker bi sigurno lahko 9 ujel tudi. Seveda pa v mnogoboju upam, da se bom uvrstil v finale 24. Seveda na konju z ročaji in pa na drogu pa čim bliže finalu. Aljaž Pegan. Svojo gimnastično kariero je začel v Partizanu Vič, nato pa je prestopil v naše društvo. Zaradi poškodb se je specializiral za drog in bradljo in na teh orodjih ima tudi elementa poimenovana po njem. Aljaž Pegan, najprej čestitke za izjemne rezultate na tekmovanju za svetovni pokal. Kako bi ocenil letošnjo dosedanjo sezono? Hvala lepa za čestitke najprej. Jaz sem z letošnjo sezono zelo zadovoljen, čeprav sem bil zdaj šele to je bilo moje 3. tekmovanje. Na prvem tekmovanju v Cottbusu sem pač naredil malo več takih manjših napak, tako da nisem imel tazga vidnejšega rezultata. Vendar pa sem zato na drugem tekmovanju za svetovni pokal v Parizu dokazal pač, da še zmeraj sodim v svetovni vrh na drogu. Na bradlji pa prav tako lahko dobim ob uspešni izvedbi svoje vaje zelo lepo oceno. Jaz sem v bistvu po poškodbi, ki sem imel lansko leto, nisem vedel, ali bom sploh uspel še izvesti to svojo vajo in pa svoj program popolno. Tako da sem bil na prvi tekmi zelo nesiguren vase in tudi želel sem sploh videti, če mi bo sploh to še uspelo. No, tako da zaenkrat sem zelo zadovoljen.
njihovih stopinjah pa danes stopajo mlajši telovadci. Med mladinci je letos postal državni prvak Boštjan Kranc. Naši najmlajši, Matic, Anže, Andrej, Matej, Matevž in Tomaž, pa so prepričljivo zmagovali na tekmah Ljubljanske gimnastične lige.